2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zunaj je poziv uprave za varno hrano, v katerem pravijo, da bi naj odgovorni bolj regulirali domače koline. Z drugimi besedami, po novem pravilniku bodo pravila takšna, da bo praktično to dejanje, ki je veljalo za praznik, marsikje, sploh na podeželju v Sloveniji, onemogočeno. Pa me seveda zanima, kaj o tem menijo. Zdaj sem v okolici Maribora na eni od manjših kmetij in z mano je lastnik, gospod Beno. Dober dan. Ja, dober dan. Beno, ali ste slišali že za ta poziv uprave za varno hrano, za koline? Ja, Sandi mi je rekel, 2 dni nazaj tu v gostilni vaški, da se to pripravlja, pa da te on več ne bo harmonike zraven špilo, ampak samo na žlice, ne? A Sandijem si bil zopet? Ni čudno, da si se z repom poganjal, ko si prišel. Moški se pogovarjamo, ne mešaj se. Ampak vi nimate neke velike kmetije, ne? Nimam, samo to je tradicija. Mi imamo, vse vidite, kure imamo, pa 2 piceka, to že od nekdaj. In koline so praznik. To je praznik, ne vem, kako bi ti razložil, to je tako pri vas Božič. Ko se pač tisto, pri nas. No, pa pravim ti, da boš vedel. Se mi tudi imamo Božič, ampak vi bolj v mestu, te Božič vam je neki vrhunec, tako so nam koline. To se v četrtek začnejo priprave, v petek popoldne prije te Ivan, mesar, pogleda teren, kaj bomo tu, ono je, smola je to, kdo bo držal, kdo ne bo držal, kdo bo tam, kdo ga moti. Ivan, kdo ti je živ še? Kaj boš nehala? Naj vam samo povem, Ivan zelo slabo vidi, sliši pa še slabše. Pa kaj te je s tabo, no, veš, kakve izkušnje ima Ivan, kaj te ti govoriš? Nalizan pa je, morate vedeti, od četrtka pa vse do srede, ko ponovadi še k nam pride, pa sprašuje, če smo mu celi denar dali, ali smo mu kaj dolžni ostali. In vedno... Čakaj, malo predno začneš ti. To je tradicija, to je praznik in Ivan pač vsako sredo še pride. Seveda smo denar dal, pač da do konca zalijemo, da pogleda, kak se zelha in da tak pač je, kaj bi rada ti? In kakva je to tradicija, da nam Ivan vedno ribico vkrade? Vse sta 2. Dobro, zdaj, če se mene vpraša zaradi ribice, imamo svije. Tebe se ne vpraša. Vpraša se mene, kaj bomo s štalinkami, kaj bomo najbolj moderno, to, kaj imamo za zelhat. Tam, ko so štalinke, tam bo tudi moderni za napihnit wellness, tudi bazen. Tam, ko pa imaš toto svojo zelknico, tam pa sem ti rekla, savno naredi. Zakaj si ti sploh zdaj tu zraven, ko se jaz menim s gospodom? Pa za tebe je že prepozno, savna. Pa tudi je prepozno, da te na klin gor obesim. Manj krompira, Skratka, vi mislite, da je to pretiravanje in poseg v tradicijo? Ja, to je pač tako v starih cajtih. Sandi ne bo meha raztegnil, pač na tiho. Ko bo maso porobo, ne bo rekel, to je masa! Si videl, kako se zmeša, daj še popra. Ampak bomo bolj daj, ja, to je masa, ja, daj še popra. Daj, idi, daj zelhat, to je to. Tak bo. Ne bo tak, zato ker če je Sandi pa Ivan zraven, vi tiho ne morete biti. Sam veš, kaki ste. Ko pridete do kašnic, se že vikate. Ne, verjame. Dobro, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan, od krivice do resnice.